Leta 1985 se je v zapadni Evropi množično pojavljalo nasilje na stadionih, bodisi na nacionalnih tekmah ali pa na mednarodnih tekmah. In zaradi tega je recimo 29. maja leta 1985 na stadionu v Bruslju bilo 46 mrtvih, pa več 100 ranjenih, ko so se navijači spopadli med tekmo. In 15. aprila 1989 na stadionu v Sheffieldu v Angliji je bilo 96 mrtvih in 200 ranjenih. Vse te nogometne konflikte je skušal rešiti, oziroma je skušal rešiti svet Evrope, ki je 19. avgusta leta 1985 sprejel Evropsko konvencijo o nasilju in nedostojnem vedenju na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah. In ta konvencija je bila potem od Jugoslavije potrjena v Zvezdnem uradnem listu in potem leta 1992 tudi v Slovenskem uradnem listu notificirana, da je veljala ne samo v času Jugoslavije, ampak tudi v samostojni Sloveniji. In tam je bilo v 17 členih podrobno našteto, kakšne odgovornosti do varnosti na stadionih ima policija, organizator, klub, gledalci sami in tako naprej. In ko je ta konvencija bila ratificirana od najmanj treh države, če ne velja. Ta nogometni redaj po zapadni Evropi v Sloveniji ni udar, če pozna. Zato, ker je bila Slovenija brez svojega kluba v prvi zvezdni nogometni ligi. Je bila samo v drugi zvezdni nogometni ligi in recimo, ko je bila tekma med Olimpijo in OFK Beograd, je bilo samo 4000 gledalcev, to ni bilo problem zavarovati, sama ljubljanska milica je to lahko naredila. Potem, ko je prišla konec julija leta 1989 v prvo zvezdno nogometno ligo Olimpija, se začele bolj kočljive tekme in tam smo morali mi storiti več ukrepov, neprimerno več kot takrat, ko je bila v drugi zvezdni nogometni ligi. In čim je bilo to narejeno, da je prišla Olimpija v prvo zvezdno nogometno ligo, smo mi v Ljubljani naredili načrte za red in varnost na stadionu za Bežigrad. Ta načrt je bil A, B, C, odvisno od števila gledalcev. Istočasno je pa treba omeniti tudi, da je neslučajno načrtno tudi formacija, organizacija posebne enote milice doživela spremembe, ki so začele veljati 1. januarja leta 1989. Iz treh formacij je prišlo v dve formaciji in je bilo lažje, pregrupirati to enoto, če je bilo treba. Zaradi tega omenjam, ker v Ljubljani smo lahko vzdrževali red na obeh tekmah s Crveno zvezdo in s Partizanom samo s pomočjo PEM-a, ki je prišel iz tistih krajev, ki niso bili toliko ogroženi na liniji železniške proge Zagreb-Ljubljana, kot smo jih pobrali Pogorelski, Primorski in tako naprej. Zato poudarjam to, da ne bi bilo govora, da je samo ljubljanska milica zagotavljala varnost na teh tekmah z velikih tveganj. Poleg tega smo začeli proučevati tujo literaturo, ki je govorila o teh izgledih na nogometnih tekmah, to so tuji časopisi, redkovicijski dosti pisali. Omeniti pa je treba, da je v Zagrebu izhajal tudi časopis, ki je prinašal prevode iz tujih časopisov, revij. Imenoval se je izbor člankov iz tujih revij. In tam smo mi dobili, kako tuje policije pripravljajo varnost, zagotavljajo varnost in tako naprej. Vse to je bilo treba preučevati. In istočasno treba tudi omeniti Fakulteto za telesno kulturo v Ljubljani, ki je že takrat začela študente 4. letnika informirati o nasilju v športu.
in smo iz Ljubljane hodili tudi predavati tem študentom, kada nas je povabil dekan oziroma profesor Petrovič. Isto leto jeseni 89 je bil veliki jugoslovanski posvet o nasilju v športu v Gorzmartulku na Gorenjskem, kjer so bili strokovnjaki iz cele Jugoslavije pricali, da povedo svoje izkušnje, kako obvladovati nasilje v športu. In tudi mestna konferenca Socialistične zveze delavcev v Ljubljani je dva svoja strokovna posveta posvetilo, kako zagotavljati oziroma delovati preventivno, da ne bi na stadioni prihajalo do nasilja. In prva, ki je izrazila tudi nasprotje zoper miting resnici v Ljubljani, je bila mestna konferenca Socialistične zveze delavcev že 3. marca 1989 in to je bilo glavnem v časopisju. 12 dni potem, se pa 15. marca 1989, se je pa proti mitingu izrecno zoperstavil Odbor za varstvo pravic na Kosovu, ki ga je vodil Jaša Zobec. Skratka, civilna družba je prva dvignila roko, da ne bi prišlo do mitinga, do dovoljenega mitinga v Ljubljani. Ker do takrat je bilo govora, da bo to miting dovoljen in da bo milica zagotavljala red in varnost. No, zdaj pa, kako smo mi rešili tekmo Olimpijo Crveno zvezdo, ki je bila 11. novembra 1989, se pravi od 20 dni pred, ne še manj, 20 dni pred napovedanim mitingom. Mi smo izdelali načrt, ki je obsegal 8 strani, 32 točk, začel se je takrat s tem, kako bo postaja milice Bežigrad, pa kako bo inšpektorat milice Ljubljana sodeloval z organizatorji in se dogovarjal. Zaključil pa s tem, kdo bo dal izjavo za delegata Nogometne zveze Jugoslavije, če bo zahteval predstavitev, kakšne ukrepe smo mi storili na stadionu za vzdrževanje reda in mira. To je bil takrat delegat Nogometne zveze Jugoslavije v Sloveniji, nogometno, ki je bil general, direktor Inštituta za bezbednost v Beogradu, jaz sem osebno poznal, ker so takrat bila že oba v službi, jaz kot komandant zvezdnega oddelka milice, on kot direktor Inštituta za bezbednost. In zaradi tega sem jaz podal notri, da bo vedel, s kom ima opravka, da ki bo dal izjavo in tako naprej. Moram reči, da je se zanimal, Popovič za to in jaz sem povedal, sem rekel, ne briniti nič, vse bo v redu, če bo tudi vaša skupina navijačev iz Beograda v redu se odnaša. No, na tej tekmi je bilo 340 miličnikov, od tega je bila pomoč posebne enote milice, dali so tudi izvzema, tehnik, zvezi in tako naprej. Skratka, mi smo iz tega načrta izvajali ukrepe, ki so bili za nekatere malo kočljivi. Kajti mi smo se že takrat ravnali po tem konvenciji o preprečevanju nasilja iz leta 1985. Zelo fajn konvencija je bila, uporabne stvari so bile naštete, 12 od kaj mora storiti organizator, kaj policija, in policija je morala podpisati potrdilo, da je seznanjena s to konvencijo. Da ne bi bilo rekel, da smo mi usiljevali neke policijske metode, ampak to je Svet Evrope, najvišji bi rekel moralni organ tedanje Evrope. No in mi smo enostavno te navijače Crvene zvezde dočakali na železnični stadion v Ljubljani, jih zastražili in spremljali na stadion, gor obkolili. Ko so šli na stranišče, je šel miličnik z njimi, ko je šel na čaj je šel miličnik z njimi in tako naprej. So imeli vse možnosti, da se prehranjujejo in tako naprej, samo morali so biti gor za tistim zastraženim območjem na stadionu. In ko so prišli navijači Olimpije, lihko, oni so bili na južni tribuni, mi smo pa dali te na severi, da se ne bi mogli dogovarjati, pa konflikte izvajati, vse smo pregledali na vhodnik v stadion, tako kot je zahtevala ta konvencija.
brez mamic, brez alkohola, vse. In zaradi tega je vse minilo mirno in smo se lahko poslovili od njih. Tudi oni so bili nazadnje, ko so šli na vlago, so rekli, dobro. Nismo mogli igrati, nekaj ljubljani, ampak smo po tekmo, pa da bo gledali mirno. No, ker smo mi določene pripombe dobili, da ta konvencija ne velja v Sloveniji še, da ni še potrjena niti v Jugoslaviji, niti v Sloveniji, smo mi pa tekmo s Partizanom 11. marca 1990 organizirali vse drugače, razvarnostnega tradišča. Vse so se lahko gibali po Ljubljani, ampak na vsakem križišču je bila marica, enota milice, prometniki, za urejanje prometa in tako naprej. In jaz sem mogel mrznici prebeljeti po Ljubljani. Lahko so se gibali prosto, igrati pa nisem smeli. In na ta način tudi ta tekma minila brez problemov, mirno in smo zadovoljili tako zahteve javnosti, kot zahteve po tem, da se preveč grobo ne ravna s temi navijači, ki so prišli iz Beograda. No in ti načrti, ki smo jih takrat delali za fuzbal, so bili koristni tudi potem, ko smo blokirali železniško progo iz Stavega, oziroma varovali železniško progo in po Ljubljani in tako naprej. In nazadnje, na kratko, ta delovanje ljubljanske milice in slovenske milice, cele slovenske, v teh pripravah na mitinge in v teh nogometnih tekmah, je fakulteta za šport, pedagoška fakulteta, vzela kot inovacijo in jo je vključila v svojo knjigo, kjer so razni strokovnjaki svoje prispevke objavljali o socialnih inovacijah. Mi dosti govorimo o tehničnih izboljšavah, izumih, ne govorimo pa o socialnih, o družbenih izumih, inovacijah. In oni so to naše ukrepanje slovenske milice označili kot inovacijo in jo objavili v knjigi, ki je šla pred 2 mesecema, misliti socialne inovacije. To smo pravi, da smo dobili eno tako priznanje pedagogov slovenskih, da smo ravnali modro, preudarno in iskali rešitve, ki so ustrezale tako težnjam Slovenije po samostojnosti, težnjam, da se varno odvijajo te teme. Hvala lepa.